Dober dan, dragi gledalci. Lepo vas vabim na ogled oddaje Izberem prijaznost, ki so jo z Majo Peron posneli. Govorili sva o prijaznosti v vsakdanjem življenju in tudi v podjetjih. Tako da lepo vabljeni, da si jo pogledate. Dobrodošli v oddaji Izberem prijaznost z Majo Peron, kjer skozi pogovore z zanimivimi posamezniki odkrivamo, kako prijaznost vpliva na ljudi, odnose in svet. Moja današnja gostja je magistra ekonomije in podjetnica, ustanoviteljica lastne blagovne znamke prehranskih dopolnil, terapevtka in predavateljica, predvsem pa vizionarka, ki verjame, da sta zdravje in človečnost temelj vsakega uspeha. Z velikim veseljem pozdravljam magistro Mihiro Jakša, ki s svojim delom že vrsto let povezuje podjetja, kadrovnike in posameznike, ter jih spodbuja, da v delovne odnose vnesejo več razumevanja, skrbi in prijaznosti. Danes se bova pogovarjali o prijaznosti v delovnem okolju. Kako jo doživlja, kaj opaža med ljudmi in zakaj postaja prav prijaznost tista vrednota, ki loči dobra podjetja od izjemnih. Mihela, pozdravljena. Res sem vesela, da si se odzvala mojemu povabilu. Pozdravljena, Maja. S temu lepemu, prijaznemu nagovoru. Sem res vesela, da sem lahko danes tukaj s tabo. Ja. Veš, mi da se poznava že kar dolg časa in jaz vem, da nisi samo to, kar sem prebrala. In zato bi te vprašala, kdo si ti, če ne omenjamo podjetništva, se pravi ne kot podjetnica, ampak kdo je Mihela tako kot človek? Mihela kot človek, ne kot podjetnica. Ja. Je ženska, ki ima rada življenje. Kaj to pomeni? Rada imam naravo, rada se sprehajam, rada športam, kolesarim, tudi take dolge proge, avanturistične, v dobri družbi. Rada imam prijazne ljudi, rada kofitkam, se pogovarjam s pametnimi ljudmi, da kaj novega zvem, ker vem, da od vsakega se lahko nekaj naučiš. Rada berem knjige, rada se izobražujem. To je po moje, sem že enciklopedija vseh izobraževanj. Rada tudi hodim na dogodke, ker srečujem nove ljudi, nova poznanstva, ker se mi zdi, da tako, da res z vsakim nekaj pridobim. Drugače pa sem tudi mama, imam 2 hčerke, sicer zdaj že odrasle, upam, da bom babi tudi enkrat. No. To. Sem tudi partnerka, predvsem imam rada življenje, ja. Rada imam prijazne, iskrene ljudi, ja. In sem hvaležna za vsakega. No, ti si res ena tistih, ki jo jaz res redko kdaj vidim, da ni prijazna. Tako da se včasih vprašam, če že ne greš čez meje tiste prijaznosti, v bistvu, ko pozabiš biti malo prijazna do sebe, ampak na to, kar se jaz učim od tebe, ali pa kar sem se zdaj že kar dobro naučila, je res živeti življenje in ga tudi v bistvu dati v neka taka prava razmerja, a ne? Tako da, veš, kaj bi te vprašala? V bistvu tako, iz ekonomije si prišla res v to področje zdravja, zdravega življenja, spodbujanja ljudi, da zdravo živijo. Kako se je to zgodilo, ne? Zato, ker ekonomija so številke, zdravje pa ne samo, čeprav tudi, ne? Tudi, ja. Ja, ta moja pot podjetniška je bila res zanimiva. V bistvu sem se po srednji šoli, ko sem zaključila srednjo ekonomsko, in sem takrat spoznala mojega partnerja in on pač sva razmišljala, kaj bi delala, in sem rekla, ja, valjda bova imela podjetje, a ne, študiram ekonomijo, a ne. Tako da sem vedno imela neke sanje in res je 20 let sva zgradila uspešno družinsko podjetje, 40 zaposlenih po celi Jugoslaviji, takrat še Jugoslaviji, veliko izkušenj, veliko znanja. Jaz sem vodila prodajo, imela sem 10 komercialistov, res sem se veliko naučila in bila so to res ena lepa leta. Vendar v enem trenutku sem spoznala, da je to mogoče ni več dovolj zame.
Vedno sem si želela novih izzivov, nekaj drugačnega spet. To pa je bila že več rutina. Tako da sem se odločila, da grem svojo poslovno pot naprej. In predvsem me je zanimal človek, njegovo zdravje, njegovo počutje v povezavi s podjetništvom, seveda. Tako se je rodilo moje podjetje, Novi Val, in tako se je začela moja samostojna poslovna pot naprej. Kaj je bila tista tvoja prva zgodba, ker ti si do tega, kar zdaj počneš, ne? Ti si, se pravi, verjetno te redko kdo ne pozna po tvojih simpozijih, ki jih zdaj res že leta organiziraš za kadrovnike, ampak to, kar je meni pri tebi všeč, vedno imam občutek, da to je nadgradnja, se pravi pač vseh tistih stvari, ki si se jih ti nekako naučila, ne? In skozi vsa ta leta, predvsem naučila skozi izkušnje, ne samo po seminarjih, po katerih hodiš, ampak zdaj tako, če bi mogla strniti, ne, kaj je tista stvar, ki pravzaprav ljudi mogoče, ne vem, ne bom rekla mori, ampak kaj so tiste najtežje stvari, ki se jim dogajajo, pa kako bi lahko to spremenili? Kaj so tiste stvari, ki jim grenijo življenje, pa so v bistvu zelo lahko spremenljive, no? Ja, to si res dobro povedala, ne? V bistvu, da mene to poganja naprej, ti majhni koraki, ki jih naredim pri ljudeh, in za njih veliki koraki, ki jih naredijo v življenju, ne? V bistvu s tem znanjem, ki sem ga pridobila na vseh teh seminarjih in ne vem, iz izkušenj, lahko v človeku vidim, ko mu naredi klik in ugotovi, aha, to bi pa lahko drugače, to bi pa lahko bolje, ne. Tako da dostikrat, ko pridem v kakšno podjetje, ne, in vidim kakšno situacijo in potem vidim rešitev in potem naredimo to rešitev, to je tisto, kar mene poriva naprej, bi rekla. In tudi moja ekipa, ne. Tudi na njih sem ponosna, ker mi sledijo in v bistvu skupaj gradimo neko dobro zgodbo. Ampak kaj pa je recimo tako kaj ljudi najbolj izčrpava? Ker verjetno je, ne, tako, če pogledaš, običajno je tako, no, da so ponavadi ene 3 stvari in vsak ima eno od teh 3, ne. Kaj je tisto v današnjem času, kar ljudi najbolj izčrpava? Ja, mogoče en primer, ne, zadnje sem bila v enem podjetju, in je bila tam ena Petra, ki je bila v bistvu na delovnem mestu, ki je bil za njo idealen. Ona je delala stvari, ki jih rada dela, plača odlična, delovni pogoji odlični, vendar odnosi v klicu. In je rekla, le Mihila, jaz bom dala odpoved. Mene zjutraj boli želodec in ne morem v službo, ne. V bistvu je ta problem, odnosi, ta iskrenost, ta prijaznost, to so eni temelji, ki so včasih bolj pomembni kot vse ostalo, a ne. Tako da, ja, se mi zdi, da ta stres, a ne, pritisk, mobing, neko, ne vem, veliko pač te zahrbtnosti, nevoščljivosti, te stvari ljudi potiska dol, a ne. Na drugi strani pa ena lepa beseda, pohvala, morda tudi objem, prijateljski, morda iskrena hvala, ne, oziroma pač malenkost, samo iskren pogled v oči, a ne. Eni tega niso sposobni. To je pa tisto, kar jaz želim, da pride v podjetja in kar potem tudi tem ljudem pomaga, da lažje pridejo čez delovni dan. To so majhni koraki, a ne, majhne stvari, pa še brezplačne, a ne, tako da. Ja, tako. V bistvu so pri odnosih, ne, dejansko so odnosi tisto, kar šteje. Odnosi so tisti, če so dobri odnosi, naredimo, ni da ni, in če z mrske gremo in če odnosi niso, ne, potem pač, ja, seveda, grevo izgorelo, vse je problem in velikokrat ljudje menjajo službe, a ne. Tudi se mi zdi, da res, da je treba ozaveščati, da so tisti časi tekmovalnosti že zdavnaj minili in da je treba sodelovati, ne. In če sodeluješ, potem so vse stvari v bistvu lažje. Točno to, in v bistvu je tako, a ne, če si sam,
lahko greš, ampak greš počasa, ne. Če pa gre ekipa skupaj, a ne, in da so povezani med sabo, pa grejo lahko bistveno hitrejši, so tudi rezultati boljši in bolj so produktivni, vse je boljše, bolj so zdravi, a ne. Tako da mi ozaveščamo predvsem vodje, ker pri vodjah se vse začne, a ne. Zdaj, če vodja ni s tem pač v odnosih, če ni pravi, potem pač Gre težko. gre težko, ja. Tole je super iztočnica za drugi del, tako da se vidimo čez par minut. Dobrodošli nazaj. Mihaela, midva sva ostali pri tem, da sam zelo težko prosperiraš oziroma rabiš veliko več energije, kot če si v neki ekipi, a ne? Ampak zdaj veliko ljudi je tudi takšnih, da delajo sami zase oziroma da pa sami počnejo neke stvari in nimajo tima. Koliko se tebi zdi pomembno, recimo, da se tudi takšni ljudje, da se podjetniki med sabo družijo, pa niti ne samo podjetniki, tudi na splošno ljudje, ki imajo nekako podobne interese ali pa mogoče predvsem podobne vrednote. Mogoče par besed o tem, ker vem, da to je res zelo, zelo tvoje polje, no. Ja, res je, a ne. Če si v bistvu sam kot SP ali podjetnik samostojen, kar jih je pri nas kar veliko, a ne, je zelo pomembno, da se družiš s sebi enakimi, oziroma da se vključiš v določena združenja. Vem, pri nas imamo res veliko teh združenj, je združenje menedžerjev, je slovenske podjetnice, je zavod podjetnik in tako. Ker tam v bistvu dobivaš pač prijatelje, ki imajo iste probleme in v bistvu lahko komuniciraš o svojih stvareh z nekom, ki te razume. Dostikrat je tudi, če si v manjšem podjetju, na primer direktor, ne more določenih stvari se pogovarjati s svojimi zaposlenimi na nekem nivoju. In ne rabi nekoga na istem nivoju, neko drugo mnenje, nek drug pogled in je zelo, zelo pametno, če imaš take ljudi okrog sebe, a ne. Zdaj pa bod prijazna, pa naredi en požirek vode. Jaz pa v bistvu tukaj ti moram absolutno pritrditi, ko si ti pač v neki vlogi, ne, je včasih tako, in ko se znajdeš pred nekimi izzivi, je včasih zelo težko najti enega pravega sogovornika, recimo sploh iz sodelavci, sploh vodje, težko se pogovarjajo s sodelavci, ravno tako pač kot se del ekipe včasih težko o določenih stvareh pogovarja z vodjo. Ampak jaz bi recimo tukaj izpostavila tudi še nekaj drugega. Se pravi, prijateljstva nasploh, ne, se mi zdi, da to je šlo kar malo ven iz mode, ne. Pomemben je, da, ne vem, si na socialnih omrežjih vse izgleda super in vsi so krasno, ampak v resnici, ne, to, kar jaz zelo cenim in to, kar tudi pri nama cenim, kar dejstvo je, da se poznava že res veliko let, je točno to, da tudi če ne delava nobenega projekta skupaj in ponavadi ga ne, se lahko usedeš, pogovoriš, si pač nekako iskren in se mi zdi, da to je tudi ena vrsta prijaznosti, na kateri bi ljudje absolutno mogli delati in se družiti tudi z ljudmi, s katerimi nimajo nekega skupnega ali poslovnega interesa ali nekaj ne vem kaj, ne. Jaz imam včasih občutek, da se preveč interesno družimo, ne. To se mi tudi ne zdi okej. Tukaj se popolnoma strinjam s tabo in dostikrat pozabimo, da v bistvu, ko prisluhnemo nekomu, da takrat največ se tudi sami naučimo. Ja. Ko ti nekoga poslušaš, njegov problem, a ne, v bistvu ti razmišljaš o tem problemu, ko boš ti naslednjič, boš videl, boš sebe nadgrajuješ s tem, no, s tem znanjem in veliko pridobiš, a ne. Dostikrat se mi zdi, da premalo poslušamo. Preveč govorimo, premalo poslušamo. Jaz poznam veliko ljudi, ki govori, sploh ne sliši drugega. Ampak ravno v poslušanju je največji čar. V bistvu, ko poslušaš človeka, se največ naučiš in največ dobiš in tudi on dobi od tebe, ker ima pozornost, ker nekomu govori in tudi on ozavesti svoj problem na drugem nivoju. Če ga nekomu poveš, ga ti slišiš,
In že v bistvu dobiš rešitve. Se vidiš pri nama, kako včasih, ko razlagava en drugi, a ja, se pač, ja, super, ampak je super, da imaš nekoga, ki mu lahko poveš, ki ti prisluhne in na koncu oba sta zmagovalca, oba imata win-win situacija, je to zame. Ja, to, kar jaz vedno nikoli ne zamudim priložnosti, da bi opozorila ljudi, da ko se z nekom pogovarjaš in ko ga poslušaš, je res fino, da ga poslušaš, ne da razmišljaš, kaj mu boš povedal nazaj, da bo tvoj argument boljši od njegovega. Ker to res nima nobenega smisla, ker to je brez veze, to so neka tekmovanja in dokazovanja, kdo ima prav. To res ne vodi nikamor, a ne? To je zato, ker pač ni nekega prostora in ko ti človek govori, moraš iti ti, pravimo, čez most k njemu in biti v njegovi koži, a ne? Ne v svoji koži, kaj bom jaz zdaj povedal, a ne? Ampak v njegovi koži in potem ravno obratno, a ne? In ta dialog, ta komunikacija manjka, a ne? Mi vedno razmišljamo, aha, kako bom jaz zdaj izpadel, kaj bom jaz zdaj povedal, a ne? Kako se ona počuti, a ne? Kaj je njen problem zdaj, a ne? A je lahko svetujem, a je lahko samo poslušam, a ne? To je bistvo, se mi zdi, da smo malo pozabili na to poslušanje, no? In da smo prisotni, a ne? Najhuje je, ko vidim, da nekdo govori, drug pa je na telefonu. Groza, a ne? Se pravi, to je nespoštovanje, a ne? Do tistega, ki nekomu nekaj zaupa, a ne? Vzel si čas za tebe, ti pa si na telefonu, katastrofa. Ja, pa v bistvu tako, ne, včasih je treba tudi dejansko slišati nepovedane stvari, prebrati med vrsticami in dejansko začutiti, a ne. In včasih je treba res samo držati prostor, brez da komentiraš in brez da kako razlagaš, ja, sej meni se je tudi to zgodilo, sej tarara, ne, in si spet tam. Včasih nekdo rab samo, da si tam, mu držiš prostor, da je lahko pač on tisti, kar v danem trenutku je, a ne. Točno to, ja. Veš, kaj mi povej v podjetjih, ne? Ker jaz imam tako, po eni strani imam občutek, da je res v enih podjetjih je res živa groza in ful je tudi statistike kaže, pa izgorelosti, pa mobingov, pa ne vem česa, ampak jaz imam po drugi strani pa tako občutek, da ljudje vedno več dajejo na sodelavce, da razumejo pomen sodelovanja, da razumejo pač pomen dobrih odnosov, da so mnogi že sprejeli, tudi zadnjič recimo na tvojem simpoziju sem videla, ko sem predavala o prijaznosti kot strategiji, da mnogi sprejmejo prijaznost kot pač dejansko koristen del, ne samo nekaj ljudnostnega ali kakorkoli. Pa me zanima, kakšna je tvoja izkušnja? Ali ne je v bistvu podjetjih prijaznost že postaja vrednota ali je to še vedno izjema? Pa se mi zdi, da podjetja so različna, a ne? Nekatera podjetja imajo prijaznost vpisano v svojih vrednotah, ampak je samo na papirju. To bi bilo moje naslednje vprašanje. Ali jo tudi živijo? Jo pa ne živijo, a ne. Nekatera podjetja pa živijo prijaznost, pa nimajo nikjer napisano, a ne. Ampak veliko je odvisno od vodstva. Jaz sem bila v enem podjetju, sicer manjšem, ki so imeli 12 zaposlenih, pretežno moški. In me je direktor poklical, da smo imeli pač delavnico o komunikaciji in je bil zraven. To je zelo pomembno, da je direktor zraven. In naredili smo res en varen prostor in so se odprli. In je eden rekel, veš, direktor, zjutraj, ko ti prideš v službo in te jaz pozdravim in greš mimo mene, brez pozdrava, meni si uničil dan. Jaz naredim polovico manj, kot bi naredil. In mene kar zmrazili. In je direktor pogledal in rekel, oprosti. Če bi jaz to vedel, bi te vsako jutro pozdravil. Njemu direktorju to ni bilo pomembno. Temu delavcu je bilo pa pomembno. In ko sta ona dva to skomunicirala, produktivnost se je dvignila. Ta je bil zadovoljen, direktor pa tudi, on je vedel, da je naredil nekaj dobrega. In kad ti nekoga pozdraviš in veš, da si naredil nekaj dobrega, narediš predvsem dober sebi. Ker si naredil neko dobro delo. In v bistvu to so te koraki, ki jih jaz želim v podjetju.
en majhen korak, oni so res naredili, ta direktor se pol meni zahvalil in je rekel, 5 let sem rabil, da sem naredil ta preboj, ki smo ga mi naredili danes. Ja. Sam rabili so samo nekoga od zunaj, varen prostor in pa direktorjevo prisotnost. To si me tako spomnila, ker sem bila jaz, sem imela eno izobraževanje v enem podjetju in je bilo tudi, mislim, da jih je bilo ene 15 in prišli so tako, no kaj bo ta zdaj spet povedala? Ja. In tema so bili odnosi in komunikacija. In v bistvu na koncu po tistih 6 urah, ker to je bila celodnevna delavnica, meni je bilo tako neprecenljivo, ker so v bistvu drug pred drugim videli, kako se vidijo in ugotovili, kako jih pravzaprav njihovi sodelavci cenijo. In skratka, mislim, meni je bilo tako, res, ko sem šla domov, ko sem rekla, dobro, zdaj smo res že končali, pejmo, ne? To je res, to so taki preboj in ko vidiš, koliko malo je v resnici treba, ne? Jaz dostikrat začnem delavnico tako, da je v bistvu rečem, predstavite sodelavca, tako da povejte eno dobro, lepo stvar o njemu. Bova nadaljevali v naslednjem delu, ker nam je čas prehitel. Tako hitro. Ja, ja, Dobrodošli nazaj. Mi dve nadaljujeva z delavnicami, a ne, ostali so pri tem, kako dejansko, kako pomembna je ta komunikacija v podjetju in kako majhne stvari naredijo velike razlike in prekinila sem te pri tem, kako ti začenjaš delavnico. Ja, v bistvu dostikrat začnem tako, da se ne predstavijo sami sebe, ampak predstavijo sodelavca in sicer ne tako, da mu povejo ime pa priimek, ampak tudi eno lepo stvar o njemu. In spodbudijo tako medsebojno zaupanje in ta sodelavec se res dobro počuti, ne. Pravi, ta je nekaj lepega povedal o njemu, a ne. Če samo ima lepe oči ali pa nekaj, a ne. Ja. Ampak takoj se ustvari ena taka prijetna atmosfera, tako da to dostikrat uporabim na začetku, ja. Ja, zato ker mi pač tako, se mi zdi, da smo v tem času, ko se preveč poudarja jaz, pa ni pomemben, kaj misli okolica, hkrati, ne, pa v bistvu so ljudje odvisni od tega, kaj misli okolica in na nekem drugem nivoju je pomembno, kaj misli okolica, zato ker mi nismo narejeni, da bi bili sami, ampak dejansko živimo v nekih skupinah, se družimo in tako in to je pomembno, ker se potem, pač pomembno je, da se počutimo sprejete in to si prej tako zelo dobro rekla, kad ti vidiš, da si nekomu naredil nekaj dobrega, si s tem pravzaprav samo sebi naredil ne ogromno dobrega, zato ker tisti občutek je tako neprecenljiv. Zdaj bi te vprašala, ti si tudi mentorica dosti in pač se pravi mladim podjetnikom, ne? Kako se ti zdi, da se mladi podjetniki razlikujejo od nas, ki smo sicer še vedno mladi, ampak ne več toliko. Te v bistvu njihove vrednote, kako oni pristopajo v delu, v poslu, kako v bistvu, kakšna je ta njihova dinamika, pa kako je s prijaznostjo in odnosi pri njih? Ja, ti mladi mene vedno navdušijo in sem toliko rada v njihovi družbi, ker ima toliko energije, a ne, ker nam jo že malo popušča, a ne, mladi pa so tako zagnani in se sebe spomnim, ker sem bila mlada tudi z glavo čez zid in ta energija in je res, oni si želijo biti slišani, oni si želijo biti povezani, oni imajo ogromen idej in jaz jih toliko razumem, ker sem jaz bila podobna in da jih nekdo sliši, da so sprejeti, ne tisto trdo, mi bomo delali tako, tup, a ne. Oni so drugačni in če jih znamo izkoristiti, so res dober potencial. Če jih pa povežemo še s starejšimi, kar jaz dostikrat prakticiram, ki imajo še izkušnje, pa zmagovalna kombinacija. Res, ta mlada energija. Jaz vidim podjetja, ki ne vlagajo v to, da pač da imajo tudi mlade kadre.
Sčasoma postaja neka rutina in ni več te nove energije. Tako kot da bi ti mladi kar dovajali novo energijo. Je pa za njih zelo pomembno, da se počutijo sprejeti, da so slišani in da imajo neko veljavo. Zelo je pomembno tudi, da jim damo neko moč. Ne, da jim reči, ti ne smeš še odločati, ti si še premlad, to ni še zdaj, to ne. Ampak neke kompetence, neko odgovornost. Zelo radi imajo odgovornost, a ne? In so tudi zelo odgovorni. No, tudi moje mnenje, recimo jaz, ko gledam mlade, ne, mislim, meni se zdi, da nam za prihodnost ni treba biti v skrbeh, je pa pač, ne, seveda res, en del sveta, jaz imam res velikrat občutek, da je šla tako zemlja na dva dela in en del je res tako groza, ne, ampak tako en drug del se mi pa zdi, da tako zavestno živi, da resno. In to, kar si ti rekla, recimo povezovanje starejših pa mlajših, to se mi zdi izjemno pomembno. Zaradi tega, ker pač mi imamo ene druge vrednote, pa ene druge poglede, pa imamo neke izkušnje. Ravno zdaj sem pisala nekam so me pozvali, kaj en projekt dela v bistvu za mlade podjetnike, kaj bi jim pač povedala, ne. In iz tega ven, veš kaj bi sem da hotela vprašati, ne. Ali se ti zdi, da mladi razmišljajo o vrednotah, ali je to nekaj, kar bodo kasneje, ali jih že kar živijo? Jaz mislim, da so različni, a ne. Eni jih zelo živijo, a ne. Eni so res na vrednotah zelo močni, a ne. Nekateri pa pač, tako kot smo starejši, različno, a ne. Enim so vrednote res pomembne, drugi pa manj, a ne. To je tudi odvisno, iz kakšnega okolja izhajajo, kakšni so starši, kakšne so bile šole. V bistvu je res pomembno. Pa kaj njim pomembno, a ne? Pa kdo je zraven njih? To je zelo pomembno, a ne? Mentorji, ne? Mentorji, ja. Mentorji, včasih je bilo to tako, joj, te mentorji, kaj pa, ker to je neka modna muha. Pa na koncu ugotoviš, koliko zelo so mentorji pomembni, že zato, ker imaš ti en občutek varnosti, zato, ker ti včasih samo držijo prostor, da ti lahko si in da pač poveš tisto, kar je, in da veš, da tudi če boš padel, ne, da ti bo nekdo pomagal stati in da ti nekdo pove, ki je danes uspešen, da je tudi on že imel vmes kakšen padec. Ker mi se mi zdi, da se še vedno preveč bojimo teh enih padcev, ki so pa konec koncev čisto normalni, a ne. Sej ne moreš nekaj narediti, brez da imaš neke izkušnje, a ne. Zadnjič sem brala, da v Sloveniji, če padeš oziroma je katastrofa, v Ameriki je pa to, si pa frajer, a ne. Če padeš, pa se pobereš, pa padeš, pa se pobereš. Seveda, zato, ker to pomeni, da si upal upati, a ne. In zdaj, če si padel, ja, lej, ne, se znaš tudi pobrati, si odporen, ne. Če pa ti je skozi nekaj lepo, recimo, jaz se spomnim v Kanadi, ko sem živela, ne bom nikoli pozabila, ker sem se enkrat z enim profesorjem pogovarjala, zakaj je v Kanadi toliko depresij med mladimi, ne. Ker nisem razumela, tam imajo mladi res tako vse. In on je rekel, ja, točno zato, ja, zato, ker imajo vse, ker njihovo življenje tako je ravna črta. In če je v bistvu tako, če nimaš ti malo vzpona, pa malo padca, pa se moraš malo truditi, da do nekam prideš, ja, potem ne moreš imeti tistega občutka zadovoljstva, ne moreš biti ponosen nase in tukaj imamo potem tudi v bistvu probleme ali pa izzive iz samopodobo, ne? Kakšna pa recimo tvoja izkušnja, zdaj tukaj, da te vprašam na temo samopodobe, tako, kakšna je tvoja izkušnja z ljudmi, recimo v podjetjih, kako je samopodobo ljudi, ki tam delajo, recimo pa podjetnikov, pa to? Podjetniki imajo že močno samopodobo oziroma si jo vedno, ker si delajo rezultate in ti rezultati jim delajo samopodobo. Zaposleni imajo pa veliko problemov, je pa veliko problemov s samopodobo, ne. Marsikje, marsikdo ima pa samopodobo previsoko. Ja, to že spet ni tista zdrava samopodoba velikrat, ne. Tako da odvisno je res. Na samopodobo, zato pa je zelo pomembno, da delamo na sebi. No, tukaj bi zdaj lahko spet odprli temo, kaj pomeni delati na sebi, ampak da nam ne bo zmanjkalo časa. Veš, kaj me zanima, a
ti učiš oziroma izpostavljaš, kako biti uspešen, pa veva, da je uspeh relativna stvar, brez da bi izgubil človečnost in ali je to sploh mogoče? Ja. Meni se zdi, da takrat, ko povežeš svojo glavo in svoje srce, je zmagovalna kombinacija. Takrat, ko nekaj ti res verjameš in ko nekaj delaš dobro in ko vidiš, da ljudem pomagaš, je to sigurno zmagovalna kombinacija. In to pač uspeh je vedno povezan s tem, ne z denarjem, koliko denarja zaslužiš. Tudi to je posledično. Ampak koliko ljudem si pomagal, da so postali boljši, kot so bili prej. To se mi zdi najbolj pomembno. A bi lahko zaključile tale najin pogovor z mislijo, da ni naključje, da ljudje, ki znajo biti človeški, običajno na dolgi rok dosegajo boljše rezultate in so bolj srečni? Točno tako. Točno tako se strinjam, ja. Ker, ja, toliko si lepo povedala, da ne vem, kaj ne še povem. Res je, ja. Mihi, hvala lepa, ker si bila moja gostja. Tebi za prijazno povabila. Vam, dragi gledalci, pa želim, da se čim večkrat spomnite na prijaznost, ker se vam je ni treba učiti, samo spomniti se je treba nanjo.